Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli in lepo pozdravljeni v junijski oddaji Minute županom, kjer seveda vsako oddajo gostimo našega župana, župana mestne občine Krško, gospoda Janeza Kirina. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Mesec junij, gospod župan, je bil v naši občini ponovno zelo dinamičen, zaznamovali so ga tako pomembni dogodki, kot tudi aktualne teme, o katerih se je vsakodnevno razpravljalo. No, za nami pa je tudi občinski praznik, na katerega smo seveda vsi občani zelo ponosni in letos je bil ponovno zelo bogat z dogodki, otvoritvami, praznovanji. Kako bi vi osebno ocenili letošnji praznik? Jaz mislim, da smo letošnji praznik obeležili praznovanju primerno. Za nami je več kot 33 dogodkov različnih vsebin, kulturnih, športnih in tudi poučnih. Zaključujemo sicer 28. junija tega meseca za tradicionalno 40. dirko Speedwaya Zlati znak mestne občine Krško. Tako da ta glavni del praznovanja pa za nami. Lahko rečem, da je bilo kar malo tudi naporno. Skratka, mislim, da so pa naši občanke in občani lahko s svojimi obiski prisustvovali dogodkom, kar jim je pasalo po njihovi meri in da so dejansko se počutili v teh dneh praznično. Torej, če vas lahko vprašam samo eno vprašanje, ki ga pogosto slišim takole v ozadju. Veliko je bilo dogodkov in skoraj na vseh dogodkih se spodobi, da ste prisotni. Ampak na vseh vendarle ne morete biti. Ne. Kako recimo, to sem slišala enkrat vprašanje, kaj so županu prioritete? Na katere dogodke on gre, na katerega gre podžupan, zakaj je tako? Kakšen je vrstni red? Zagotovo so županove prioritete tiste, katere organiziramo kot mestna občina Krško. Se pravi, tam, kjer smo pač neposredni organizator teh dogodkov, tam je zagotovo župan zraven. Kar se tiče ostalih dogodkov, ki se podvajajo, pa to pa gledam tako, da pač se odzovem na tiste dogodke, za katere mislim, da težko bi rekel, da si ljudje več zaslužijo pozornosti, ampak tega ne bom uporabil, tega izraza, ampak ne vem, recimo, če je Ma večjo težo. Zagotovo ima večjo težo tam, kjer nastopajo oziroma so dogodki namenjeni otrokom, posebno otroci z prilagojenim programom, potem starejšim, tistim manj aktivnim, ki se že tako po sami naravi čutijo oziroma čutijo zapostavljene v naši družbi, tako da tistim dam zagotovo večjo težo. In pa seveda dogodkom, ki kot občini delajo neko prepoznavnost. Če je šampionat, kasaški dirk, je zagotovo to šampionat, ki je to edini v Sloveniji v tem koncu in tako naprej. Tako da nekako tak rangiramo, seveda pa letos sem se udeležil 16 oziroma 17 dogodkov, od, kot sem rekel, nekaj več kot 33, tako da sem lahko rečem skoraj bil na polovica dogodki, tako da in vesel sem, da je bilo tudi zelo dobro, so bili obiskani dogodki, sicer dobro, eni manj, eni več, ampak kakorkoli že, jaz verjamem, da je pač bil praznik uspešen, da smo odpraznovali dobro in seveda zdaj pa naprej veselo na delo. No, letos pa mestna občina Krško praznuje tudi pomembno obletnico, namreč gre za pobratenje srbsko občino Bajina Bašta in prav v teh dneh, ko občani praznuje, bom rekla, so nas obiskali tudi njihovi predstavniki. In ob takšnih obiskih ter obletnicah se še posebej zavedamo pomena sodelovanja in dolgoročnih vezi. Kakšen je bil poudarek tega letošnjega obiska? Bom začel z geslom ali pa verzom ali pa mislijo v knjigi oziroma zborniku, ki smo ga v tej posvetitvi tudi tega sodelovanja namenili oziroma izdali. Dve državi, eno srce. Skratka, naši predniki, ki so se povezali z občani Bajine Bašte iz bivše skupne države, se pravi z občino Bajina Bašta, so imeli eno srce in so nekako najdli skupni stik v večjih področjih, tako energetike, kakor tudi gospodarstva, tekstilne proizvodnje in tako naprej. Tako da zdaj pač to sodelovanje temelji izmenjavi mnenj, predvsem druženju mladih, tudi
neki skupni projekti, poskušamo se prijaviti na raznih razpisih. Skratka, predvsem pa tukaj gojimo nek sočut in recimo, zelo sem bil presenečen, ko se je udeležil oziroma pristopil do mene en izmed fantov, ki je prišel daljnega leta, ne vem katerega, s trebuhom za kruhom iz Bajine Bašte v Krško, takratno tovarno celuloze in papirja, in je rekel, kako je bil pač tisti korak težak. Ampak da mu ni bilo potem, ko je enkrat prišel v Krško, nikoli žal, da se je za ta korak odločil, še danes živi tukaj s svojo družino, uspešno upravlja svoje samostojno podjetništvo. Skratka, to so zgodbe, ki jih piše življenje in dejansko, čeprav smo meje, nas to ne loči in se veselim tudi nadaljevanja tega sodelovanja. Seveda temu primerno je bila tudi obeležena sama akademija. V končni fazi 50 let ni tako malo časa za neko skupnost, da skupaj sodeluje, in so bili, bom rekel, vsaj gosti iz Srbije zelo presenečeni, kako smo jim pripravili posamezne točke na sami akademiji. No pa tudi naši občani so se kar potem še dolgo večer recimo postavili pred njihov štand, ne, torej, in smo začutili, da so te predstavniki odprti, da se resnično dobro tukaj počutijo. Ja, zgodba je del kulture, del življenja in verjetno pač se čutimo, no, tako bom rekel, se čutimo in tudi jezik ni ovira, saj pri nas malo starejši, pri malo mlajših je tudi to včasih malo ovira, ampak kakorkoli že, to so ljudje z dobrim srcem in ni nobenih težav, ni da ne bi ljudje z dobrimi srci skupaj sodelovali in se združili. Tako, in tudi, če se ne leti na oviro, s skupnim jezikom nekako to oviro odpravimo, kaj ne? No, gospod Župan, v tem duhu sodelovanja in, bom rekla, odprte komunikacije pa seveda pritegne tudi vsaka javna razprava o delu občine. Nedavno so bile izrečene kritike, ja, lahko rečem kritike v intervjuju z nekdanjim županom na spletnem portalu. Sedaj me pa zanima, kako vi kot župan Mestne občine Krško odgovarjate na te kritike v navednicah in kako pomembna se vam zdi konstruktivna razprava o delovanju občine? Bom tako začel, ne, da prvič je odvisno, kdo te kritike izrazi, sprav stališče tistega, ki to reče. Ali je to kritika nekoga, bom rekel, šank govorca, ki pač vsi vemo za šankom, če se izrazim malo tako gostilniško, ali pa če to kritiko izreče nekdo, ki je to funkcijo upravljal vrsto let, pač pred mano in je pač seveda ima to drugačno težo in tudi verjetno so naši občanke in občani tako tudi sprejeli. Lahko rečem, da večina kritik je neutemeljenih in imam za vsako takšno kritiko tudi argumente. V končni fazi noben ni bil prisilno odstranjen z Mestne občine Krško. Celo, če imamo isto osebo v misli z gospodom, ki je to intervju opravil, je pred celotnim kolektivom izjavila, da ne gre zaradi župana, pa da je pač našla izziv v drugi službi. Medtem ko ostale, bom rekel, tako imenovane kadrovske spremembe so nastale iz naslova upokojevanja, večina njih, nekaj pa tudi zato, ker so teč mlajši ljudje, oziroma tudi bili so tudi na vodilnih mestih, ena gospa je našla svoj izziv v drugi službi. Tako da od 7 oddelkov, ki jih imamo, ne, v bistvu ne vem odkot temu gospodu ta informacija, v bistvu so vsi ostali na svojih mestih, razen pač upokojitev treba zamenjati in pa na svojo lastno željo smo zamenjali enega vodilnih in ga dali na drug položaj, tam, ko je pač nadomestek za upokojitev. Skratka, nihče ni odšel iz občine Krško prisilno. Tako da to je argument, ki ne vem, zakaj je temu bilo potrebno tak naziv imenovati prisilno, a pač tako je pač bilo napisano. Potem, seveda, strategija Krško 40+, ne, jo izvajamo. Tudi tam je pač kritika, da tega ne izvajamo. Če ne bi izvajali, potem zagotovo ne bi gradili bazena. Potem zagotovo ne bi poskušali
enakovredno razpršiti proračunska sredstva po vseh krajih oddaljenih in bližnjih mestne občine Krško. Potem zagotovo ne bi se pogajali za CTN sredstva, kajti tam piše, da se to deli. Ne? Ja, se deli, ampak tako preprosto zopet ne gre, da kar nekdo ti deli, ti pa samo nastavi sklečko. V končni fazi smo bili na teh pogajanjih prvič novi in kot, če tako rečem, kot nekdo, ki je prišel, ne bodi ga treba, vzel del pogače ostalim. Skratka, tukaj je en kup argumentov, ki so na razpolago, in tisti, kateri dvomijo, zdaj moje današnje besede z veseljem ga sprejem na mestni občini Krško, mu tudi to dokažem in mu tudi to razložim in tudi to povem, tako da veličina teh argumentov ne drži. Seveda, drži, da bi lahko delali boljše, ampak lahko bi delali boljše tudi že v prejšnjem mandatu. In navedba, da zdaj sedijo nekdo v oslovski klopi, ne, bom rekel takole, vsaka palca ima dva konca. Ne. Kaj pa, če je prej večina svetnikov, ki so bili tam odločili, pa je nekdo zopet sedel v oslovski klopi 24 let. Ne. Sprav, noben se pa to ne vpraša. Ne. In lahko rečem, da sem uvedel novo prakso, da sem 2 oziroma 3 neformalna srečanja sklical z vsemi svetniki, se z njimi pogovarjal. Da so tisti svetniki, za katere se navaja, da sedijo samo v oslovski klopi, napisali 55 zahtevkov za izpolnitev želja oziroma delovanja, se pravi tisti iz oslovske klopi, in da je bilo več kot polovica teh predlogov uslišanih. Da je bil ta isti gospod, ki dal intervju, večkrat povabljen na kavo, da mi pomaga, da mi svetuje, pa se tega udeležil samo enkrat. Skratka, en kup argumentov drži, da bi lahko bi sodelovali, tudi povabljeni so bili svetniki, na kolegi župana prihajajo, oziroma kolegi občinskega sveta sicer prihajajo, ampak tudi ta neformalna srečanja so. Z vsemi temi svetniki sem tudi individualno govoril, da mi pokažejo tisti, kateri niso bili pri meni v pisarni. Tako da en kup argumentov tukaj je, lahko rečem, ki ne drži. In mi je žal, da to izjavi nekdo, ki je 100 let bil na tem mestu. In ja, tudi, kar se tiče JEK2, lahko še to bom dodal, da imamo ožjo in širšo delovno skupino, ki pripravlja te nabore oziroma jih že pripravlja te nabore ob potencialnem umeščanju JEK2. Skratka, da sodelujemo v svetu regije zelo aktivno, da smo dosegli to, da so na vladi potrdili začetek priprav predloga o regijskem razvoju Posavja ravno iz naslova JEK2. Skratka, navajajo argumente, ki bi rekel, da so neresnični, celo tako rečem, in dobrodošli, naj pride, da to tudi dokažem. Gospod župan, zdaj veste, ne, naslednje leto so ponovno volitve, če ne boste župan, boste imeli pa morda več časa za takšne in podobne obširne intervjuje. Bom rekla tako, ali ste vi kot Janez Kerin človek brez vizije? To se je tudi poudarjalo. Imate vizijo za naprej? Mislim, to bojo ocenili poslušalci, gledalci, volivci v končni fazi čez leto pa pol. Jaz za sebe mislim, da jo imam. Ne. Rad bi to mestno občino Krško pripeljal korak naprej, zaključil zadeve, ki sem jih prejel od prejšnjega mandata, to tudi delamo, tudi dokazujemo, in šel naprej z novimi projekti, z novo vizijo, z novim razvojem. Ravno to, da morda ena taka prispodoba, ki je zelo resnična, ne, da me kolegi rečejo takole, kolegi se tikamo, župani, Janez, nehaj ga srat, ker mi dajo tebi kot zgled dobre prakse. Se pravi, če bi tako delal brez vizije, pa tako slabo, potem tega ne bi bilo. V končni fazi tudi Nina Medija je izvedla eno raziskavo oziroma javno mnenje, po kateri so me, ne vem kdo, ampak pač anketiranci označili kot drugega po uspešnosti župana za Slovenj Gradcem, kar se štejem v čast. Seveda bo treba to letvico obdržati tudi naslednje leto in naredil bom vse, da bom to letvico zadržal na drugem mestu. Seveda cilj je prvo biti najboljši, ampak sem vesel, da sem kot mlad, nov župan, mlad po stažu uspel narediti nek preboj na tem področju, da to, me pa žalosti, da to opazijo bolj drugi
Tujci, ki prihajajo k nam, to tudi večkrat povem, kot pa domači občani. Čeprav moram reči, da kar na teh tudi preditvah dobivam dosti pohval. V končni fazi danes zjutraj je prišel en gospod se samo zahvaliti, pol ure imel za časa se zahvaliti, je rekel, da ne nadaljujem svojo pot, da imam dobro vizijo kot odgovor na ta članek. Se strinjamo. Župan, ne glede na vse, torej še kar nekaj dela vas čaka, no, pred nami je tudi seja občinskega sveta, katere bodo ključne točke dnevnega reda. Tukaj že imam prvo vprašanje, ena izmed tem, ki vedno zanima starše, so cene vrtcev, ali bodo na seji občinskega sveta obravnavane tudi morebitne spremembe cen in kaj lahko pričakujejo starši? Cene bodo obravnavane na tej 23. seji, ki nas čaka v četrtek. Se pravi, problem je v tem, da največ stroškov tega, največji znesek v ceni predstavljajo stroški dela. Njih kar 80%. Mimo tega ne moremo. V končni fazi vsi imajo pravico do, do povišanja plač, ko jim to pripada, vsi imajo pravico do regresa, vsi imajo pravico do nadomestila za prevozne stroške in tako naprej. In to je prav. Se pravi, 80% sredstev, ki jih namenimo za vrtce, gre iz naslova stroškov dela. Potem so pa tukaj materiali in storitve, stroški predstavljajo 10% in pa živila za otroke, ki pač namenimo sredstvo še 10%. Tako da to se pravi neka razdelitev samih stroškov, da naši občanki in občani razumejo, kaj pomeni, kot pač, kam grejo te stroški. Moram pa tukaj poudariti, da smo pač tudi ena izmed edina občin, ki nudi dodatno 30% popustov iz tako imenovane nadomestila omejene rabe prostora, in tisti, ki me včasih sprašujejo, kam gre ta denar, tudi za pač sofinanciranje pomoč mladim družinam, da imamo, lahko rečem, vrtce najcenejše v naši Sloveniji. V končni fazi govorimo o 66 oddelkih vrtca v letu 2025-2026, v kateri bo vključeno 1065 otrok. Se pravi, vseh vrtcih, ki pač imamo, tako da iz tega naslova prihaja do manjših podražitev samih vrtcev, to bo pač predlog. In sicer neke skupine, starostna skupina 1 do 3 leta se bo celo malce znižala, medtem ko druge starostne skupine, se pravi druga in pa kombinirani oddelek, ter pa oddelek 3 do 4 leta se bo ta pa povečala za določeno stopnjo procentov. Tako da suma sumarum, še vedno bo ostalo najcenejši vrtec. Ni to neko drastično povišanje potem? Ne, zato ker to tudi odvisno od posameznika, v katero starostno skupino pride, in če bi zdaj naštel posamezne starostne skupine, bi samo delal zmedo. Tako da vedno dobijo pa to informacije kadarkoli. V končni fazi je pa tudi na spletni strani Mestne občine Krško pod zavihkom o seji občinskega sveta, 23. seja, to lepo razdelano, naj si preberejo tiste, kateri to tangira, in bojo videli, da se ne izmišljujemo, da kar tako dvigujemo ocene, zato pač, ker bi župan to hotel, daleč od tega. Veliko pa je zanimanja tudi za bazen Krško. Ali bodo na seji obravnavane kakšne novelacije ali novi načrti v zvezi? Bodo. Tukaj se bom pa pohvalil, kajti, če se spomnite, tudi pred leti sem že govoril, tudi na občinskem svetu razlagal, da če ne bomo mi črpali, bo nekdo drug. Pojavila so se sredstva, določena sredstva v višini, mislim pa, da okrog 23 milijonov evrov za cel ta mehanizem, kjer ostali občine pač niso imele pripravljenih projektov za samo izvedbo, in tukaj smo mi, lahko rečem, prislonili svoj skleček, ker smo imeli to pripravljeno, ker imamo projekt narejen, ker imamo vizijo, da bomo to naredili, in smo dobili odobreno dodatno 3,1 milijona sredstev za projekt bazena. Se pravi, že odobrenih 4,5 milijona plus milijon na Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem, še dodatni 3,1 milijona evrov. Ne. In se pravi, očitek, ki je bil tudi mi dan, ne, da štartali so z 8 milijoni, res so štartali z 8 milijoni, zdaj smo prišli na 14, napoveduje celo gospod, da bomo prišli na 20, mislim, to je tako vizionarsko, vsaka čast, ne, tako napovedovati. Kakorkoli že, mi smo dobili
4,5 pa 1 plus 3,1. Za samo, če vemo se samo na bazen, v bistvu bomo dobili bazen zgrajen z nepovratnimi sredstvi. Seveda, ostali objekt bomo pa mogli tudi nekaj svojega denarja dati. Ne. Je pa še nekaj, stroški vzdrževanja. Vsi se zavedamo, bazen bo koštal. Tako, in stroški bodo. Tudi če se zdaj malo cinično tudi obregnem od tisti intervju, tudi naše ceste so stroški. Mi ceste moramo zgraditi, mi ceste moramo vzdrževati, mi ceste moramo luktati, mi se moramo flikati, mi moramo ceste plužiti in tako naprej. Se pravi, če bi tako gledali, da je vse škoda za naše občanke in občane vlagati v neko stvar, potem bi danes se vozili po makadamu. Ampak v končni fazi, a si občani mestne občine Krško ne zaslužimo neke kvalitete, da imamo jedrske objekte v tem okolju. Jaz mislim, da ja. Ne pa, da šparamo na naši občani. Se upravičujem. Gospod župan, hvala za ta pojasnila. Pomembna tema, ki se dotika ranljivih skupin, pa je tudi dolgotrajna oskrba. Kakšne so bile razprave in odločitve glede začasnega financiranja dolgotrajne oskrbe na domu? Zakon o dolgotrajni oskrbi začne veljati 1.7., ampak še vedno so neke stvari nedorečene. In tudi kot beremo iz medijev, mislim, da kar nekaj občin ne bo dejansko pripravljenih na štart 1.7. Tudi v končni fazi zdaj pred dnevi je bila še neka novelacija oziroma sprememba zakona oziroma dopolnitev. Tako bom rekel, da mi smo se odločili v naši mestni občini Krško, da bo to dolgotrajno oskrbo zagotovljena preko našega javnega zavoda, se pravi zdravstvenega doma Krško, in tudi vse ostale posavske občine bojo to dolgotrajno oskrbo veljale preko svojih javnih zavodov. Mi smo tukaj še s Kostanjevico, ker imamo skupni javni zavod, medtem ko ostale bojo preko svojih. Zdaj, nimamo pa odgovora, kdo bo zdaj v tem času, ko bojo znane število odločb, izdanih odločb, pravice, koliko bo komu predlagali, kdo bo to financiral. Jaz sem tudi že vprašal na ministrstvo, vem, da natančnega odgovora nismo prejeli, tako da bom predlagal sklep, da pač glede na to, da imamo projekt Most in imamo ta sredstva za most, ki bi potem ga ukinili, da se ta dolgotrajna oskrba začasno financira s sredstvi, da naši občanke in občani, tisti, ki so potrebni te pomoči, ne bodo ostali brez nje. Se pravi, poskušali bomo zagotoviti sredstva v višini 60,000 evrov, da bo ta prehod iz, bom rekel, zdajšnjega sistema preko Mosta v dolgotrajno oskrbo preko javnega zavoda zdravstveno Krško za naše občanke in občane se ne bi smela čutiti. Verjetno bodo kakšni, bom rekel, tisti krči začetniški, ampak kakorkoli že bistvenih razlik pa občanke in občani potrebne dolgotrajne oskrbe tega ne bi smeli čutiti na svoji koži. Toliko glede dolgotrajne oskrbe, kaj pa obravnavana pomoč družini na domu? Kaj to pomeni za uporabnike? Tudi tukaj se ne bi smeli nič spremeniti, se pravi uporabniki bodo bi morali to tako biti kot je, ne bi smeli čutiti nobenih sprememb. V letu 2025 namenjamo za ta del pomoči 646,000 evrov, malo več, 646,500 evrov. Se pa tukaj ravnamo iz sklepa občinskega sveta iz leta 2010, kjer lahko to sofinanciramo do 70%, do višine 70% dejanske cene. Mi smo dobili pač predlog Centra za socialno delo, ki to pomoč na domu pač usmerja, vodi in izvaja. Tako da imamo ta predlog cen pomoči družini na domu za leto 2025 na mizi, je tudi med gradivom. Občinski svetniki bodo pač predebatirali in predlog je, da se tudi z tega vidika ne zmanjšajo pravice in ugodnosti našim občankam in občanom, da ta pomoč na domu, ker verjamem, da tisti, ki to potrebujejo, bi to občutili, če bi ta sredstva zmanjšali, da bomo tudi to potrdili in sprejeli ta predlog in da bomo to zagotovili v okviru teh proračunskih sredstev, ki jih pač imamo planirani za leto 2025.
Ja, kar veliko sva danes povedala, ne? Sva bila kar obširna, jaz mislim, da ja, ampak župan, sedaj se ne bova srečala takole pred mikrofonom v našem studiu vse do septembra, pred nami pa je še celo poletje, ne? Kakšni so načrti občine za poletne mesece? Ali lahko občani pričakujejo še kakšne dogodke, aktivnosti? Kako bo poletje zaznamovano pri nas? Vsekakor bodo posamezni javni zavodi organizirali posamezne prireditve in dogodke, končni fazi bazen Bresanica Boživ, tudi z dogodki in vabljeni, da se udeležijo teh dogodkov. Kot sem že rekel, tudi ne bo manjkalo športnih prireditev, raznih taborov, od nogometnega do nisem prepričan tudi rokometnega, ampak ok, ostanemo pri nogometu. Seveda pa tudi to čas za počitnice, za dopuste, ko bodo tudi naši občanke in občani šli na zaslužen dopust. Tudi župan si bo vzel konec meseca junija in pa začetku prva polovica meseca julija dopust. Del tega dopusta bom preživel, bom rekel, doma, v naši mestni občini, ker vem, da je tega nekaj za prekolesariti, bom kolesaril. Del pa bom pač se odpravil malo tudi na morje, kjer bom pa poskušal nafilati baterije s plavanjem, ki mi nekak drug šport po srcu. Se pravi, dogodki bodo, seveda pa najbolj bo pa delovni te počitniški čas za oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja, ki bodo na podlagi, v petek se zaključujejo zbiranje pripomb in pa predlogov za sprememb OPN-ja, ker bodo mogli vse te predloge in pa pripombe obravnavati skozi počitnice, tako da bomo lahko potem jih dali po počitniškem času na nosilcem urejanja prostora, da bodo ponovno obdelali, ker dejansko bi rad, da bi naslednje leto spremembe OPN-ja potrdili in da bi začeli z novim krogom postopka za spremembe. Drugače pa, jaz bom samo, če vem, da bom še kako vprašanje, drugače pa bi vsem našim občankam in občanom resnično zaželel, da si naberejo moči. Septembra začnemo pripravljati proračun za leti 2026-2027, tako da dela nam ne bo zmanjkalo v septembrskem času in pa seveda redne seje, ki bodo sledile in pa delo. Bom rekla samo to še, da želimo tako vam, kot vsem našim občanom prijetno in aktivno poletje. Zagotovo se kje v mestu srečamo, se prijazno pozdravimo. Do septembra pa je to, kar se tiče našega studija, naše oddaje. Hvala vam za vsa ta pojasnila, hvala za vaš obisk in spočite se. Srečno vam želim in uspešno naprej. Hvala za povabilo in srečo vračam nazaj. Srečno.